Janko v zadnjih dneh prejema udarec za udarcem. Včeraj je dobil knjižico kot delavec tehnika, danes mora v svojem gozdu gledati in poslušati lomljenje dreves. Ja, daš drugega, ko en kup dela bo. Za pospravilo, to bo že verjetno treba pred majem pospraviti. Podrtih dreves si za zdaj še ne upa odstranjevati, ker bi ga to lahko stalo življenja. Če še večje padavine pridejo, je to večja šansa za večjo rušitev. Ker recimo smreka nima prav globoke korenine. A to zoprno opravilo ga še čaka. Kot lastnik gozda mora tega nujno počistiti, drugače ga inšpektorji lahko oglobijo. Neočiščen gozd lahko hitro napade lubadar, a na Zavodu za gozdove pomirjajo. Zaradi naravne ujme bodo zasebnikom podaljšali roke za odstranjevanje drevja. Kljub temu bodo inšpektorji tam, kjer bo gozd preveč napadal lubadar, lastnikom izdali odločbe o sanitarni sečnji lesa. Se pravi, tvegajo lastniki gozdov, da dobijo kazen zaradi tega, kar je naredila narava, ne? Ja, to je seveda. Zdaj, naš skupni cilj je to, da čim bolj rešimo nastalo situacijo v dobro gozda in pa seveda tudi lastnikov gozdov. Janko bo svoj gozd očistil sam, les pa večinoma prodal za kurjavo. Je namreč brezposeln in si profesionalnih sekačev ne more privoščiti. Se bo šlo počasi. Bomo uredili, malo s prijatelji, malo tako. V vasi je dosti takih, ki so podkovani na tem področju, za golcvarijo pa za spravilo lesa. Kar pa ne bo zadostovalo za celotno Slovenijo. Podjetij in posameznikov, ki bi znali strokovno in varno podirati drevesa, pri nas ni na pretek. To zna biti problem, vsaj v prvi fazi, ko bo tega dela največ. Katastrofalna naravna ujma pa je znova odprla tudi vprašanje nepremičninskega davka. Polomljeno drevje je dodobra znižalo vrednost gozdov, poškodovalo pa je tudi mnoge stavbe. Zato vlada že razmišlja, da bi sprejela zakon, ki bi tem lastnikom omogočal, da ob naravnih nesrečah lahko znižajo vrednost nepremičnin in s tem plačajo nižji davek.